Živimo vsi narodi, ki krepenijo čakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak rozbo vsak, ne vragle sosed bo mejak. Da rojak rozbo vsak, ne vragle sosed bo, ne vragle sosed bo mejak. Spoštovani zbrani, prisrčno dobrodošli na odprtju 56. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni. Posebno čast in zadovoljstvo nam je, da lahko na današnji slovesnosti v imenu organizatorjev pozdravimo številne drage visoke goste, ki so svojo prisotnostjo počastili odprtje sejma in seveda vse prisotne. Prosim, da se jim za čast, ki so nam jo izkazali, zahvalimo vsi skupaj, a šele potem, ko jih bomo vse skupaj našteli, da jih torej takrat z aplavzom toplo pozdravimo. Z nami so magister Dejan Židan, novo izvoljeni predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, ter po ustavi ta trenutek še vedno tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Rok Damjan, predsednik Zveze slovenske podeželske mladine, tudi otvoritelj sejma. Ljubčo Nikolovski, minister Republike Makedonije za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Gorazd Žmavc, minister za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu. Stanislav Rojko, župan občine Gornja Radgona. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije. Cveto Zupančič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Katarina Pungračič, vinska kraljica Slovenije. Mateja Šoštarič, medena kraljica. Doktorica Tatjana Zagorc, direktorica zbornice kmetijsko-živilskih podjetij. James Mays, predsednik Evropskega sveta mladih kmetov Slovenije. Pozdravljamo poslanke, poslance Državnega zbora in svetnike Državnega sveta Republike Slovenije, predstavnike Slovenske vojske, predstavnike veleposlaništev in ministerskih delegacij Avstrije, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Estonije, Hrvaške, Indije, Kosova, Litve, Luksemburga, Madžarske, Makedonije, Poljske in Slovaške. Seveda vse razstavljavke in razstavljavce, pa obiskovalce in obiskovalce sejma in sploh ne nazadnje z željo po medijski odmevnosti prireditve tudi predstavnike in predstavnice medijev. Makedonija kot država partnerica in mladi v agroživilstvu, ki jih povezuje Zveza podeželske mladine Slovenije, bodo izstopali tudi na odprtju sejma. Vsem lep pozdrav! Še posebej tudi zato, ker vas niso zmotile dežne kaplje, ki so osvežile, skoraj da po tradiciji, osvežile radgonski avgust. Sedaj pa k zanimivemu programu otvoritve. Za začetek nam je skupina mladih Garažni decet zapela slovensko himno. Ne povemo, da je Garažni decet zasedba mladih fantov, ki jim je skupno veselje do kakovostnega glasbenega ustvarjanja, predvsem pa do ohranjanja bogate zakladnice ljudskih in ponarodelih skladb. Povejmo, da ima Garažni decet v svojem imenu kar nekaj pomenov. Garažni
najbrž zato, ker so začeli v garaži, decet pa kar 3 pomene. Kadar jih je 10, se nanaša na število. Vedno pa se nanaša na to, da so sami deci in da v dobri družbi radi poskušijo kakšen deci. Vsekakor pa so v 2 letih ustvarjalnega druženja nanizali že veliko uspešnih nastopov in med svoje reference bodo prišteli tudi današnji nastop. Sedaj pa vabim predsednika uprave Pomurskega sejma, gospoda Janeza Erjavca, da nas vse skupaj pozdravi in nagovori v imenu tradicionalnega organizatorja sejma. Spoštovane razstavljavke, spoštovani razstavljavci, dame in gospodje. Dobrodošli na otvoritvi 56. Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra in 21. sejma Impak, tukaj v Gornji Radgoni, mestu sejmov in penine. Vsem prisrčen pozdrav. Vsi, ki ste danes tukaj z nami na tej svečanosti, ste naši dragi gostje, prijatelji in partnerji. Pa vendar želim nekatere še prav posebej pozdraviti. Novo imenovanega predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, dosedanjega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, že desetletje kreatorja slovenskega kmetijstva, magistra Dejana Židana. Predsednika Zveze slovenske podeželske mladine, gospoda Roka Damjana, ki bo tudi slavnostni otvoritelj sejma. Ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in vode Makedonije, ki je letos dežela partnerica sejma, gospoda Ljubče Nikolovskega. Dobro nam dojde. Župana občine Gornja Radgona, gospoda Stanka Rojka. In predsednika mladih kmetov, Evropskega sveta mladih kmetov, Jamesa Majesa. Agra je več kot samo kmetijsko-živilski sejem. V njegovi tesni povezanosti z antičnim izrazom agrokultura vidimo, da gre za eno temeljnih vsebin človeškega preživetja. Ne samo fizičnega preživetja, ampak vsakršnega preživetja. Zato je prav, da se v vsakem trenutku vprašamo, kaj počnemo na področju agrokulture, kaj počnemo na področju kmetijstva in ali počnemo prave stvari. O teh izzivih se vedno znova sprašujemo ob vsakoletnem kmetijskem živilskem sejmu Agra. In vedno znova iščemo najboljše rešitve in najboljše vsebine. V Agri se prepleta preteklost, sedanjost in prihodnost. Znanje in izkušnje, kmečka trma in ponos, pa tudi neizprosen konkurenčni boj na slovenskem, evropskem in svetovnem trgu. V letu evropske kulturne dediščine in letu Ivana Cankarja osrednjo pozornost namenjamo mladim. Mladim, ki svojo življenjsko priložnost vidijo v kmetijstvu in razvoju podeželja. Zato ni naključje, da letošnjega sejma ne bo odprl predsednik republike, ampak predsednik Zveze slovenske podeželske mladine, gospod Rok Damjan. Na mladih kmetih podeželja stoji
je iztočnica celotnega programa v okviru letošnjega sejma. Že pred sejmom je potekala skupščina in delovna skupina CEE, Evropskega združenja mladih kmetov, ki se je nadaljevala s skupno konferenco z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so imeli kmetje in sejem desetletje naklonjenost ministra za kmetijstvo, magistra Dejana Židana, ki razume, kako pomembna je promocija kmetijstva in podeželja. Hvala, gospod minister in seveda predsednik parlamenta. Tvojo naklonjenost bomo potrebovali tudi v prihodnje. Hvala tudi ministru za kmetijstvo Makedonije, ki je letos kot najjužnejša država nekdanje skupne države, država partner sejma. To partnerstvo se kaže tudi pri blagovni menjavi med državama, ki se nenehno povečuje. Hvala, gospod minister, za celovito predstavitev in bogat program na letošnjem sejmu. Partnerji sejma pa so tudi številne druge države, ki sodelujejo s svojimi predstavitvami, inštitucije, združenja, strokovni sodelavci, ocenjevalci na mednarodnih ocenjevanjih kakovosti, ter seveda 1840 razstavljavcev iz 32 držav sveta, ki na preko 70.000 kvadratnih metrov razstavnih površin in vzorčnih nasadov predstavljajo izdelke, znanje in storitve. Agra je več kot kmetijsko-živilski sejem zato, ker ne ponuja zgolj izdelkov in storitev, ki jih lahko dobimo v trgovini in nakupovalnih centrih, ampak ponuja obiskovalcem priložnost, da spoznajo odkot in kako prihaja do hrane, ki jo najdemo na prodajnih policah, in da dobijo informacije o najnovejših dosežkih, izkušnjah in viziji nadaljnjega razvoja. Poleg komercialnih razstav, kjer je v ospredju kmetijska tehnika in živilska in predelovalna industrija, sejem ponuja še strokovne razstave, strokovne posvete, strokovna ocenjevanja in številne obsejemske prireditve. Na enem mestu je zbrana najsodobnejša kmetijska tehnika, ki omogoča najsodobnejšo obdelavo kmetijskih površin in spravilo pridelkov. Živilska in živilsko-predelovalna industrija se povezuje v gospodarski zbornici in njihovem združenju in po turbulentnih časih privatizacije in razprodaje kaže optimistične trende. Hvala direktorici združenja Tatjani Zagorc in seveda ekipi, ki pripravlja te razstave. Ob uveljavljenih blagovnih znamkah pa se prebujajo nove, ki prihajajo iz večjih kmetij in imajo svoje mesto na kmečki tržnici in agrini kuhinji. To, kar agro dela drugačno od podobnih sejmov v regiji, so strokovne razstave, strokovni posveti, strokovna ocenjevanja in obsejemski dogodki. Agra več kot 1/3 razstavnega prostora namenja strokovnim razstavam. V sejemskih hlevih obiskovalci srečajo domače živali, v prvi vrsti avtohtone, ki nam zagotavljajo proizvodnjo mesa, mleka, jajc, sirov in zaradi katerih vzdržujemo največ kmetijskih površin. V vzorčnih nasadih lahko občudujemo, na kak način pridemo do vrtnin, zdravilnih zelišč, okrasnih rastlin, kako pridelovati na biodinamičen način. Vzorčni nasadi ponujajo tako trsni izbor, kot tudi sadno drevje in gozdno-parkovni nasad. Z neverjetno ljubeznijo in znanjem se teh projektov lotevajo Franc Jakič, Štefan Kovač, Irena Rotar, Tomi Gerkeš in mnogi drugi. K strokovnim razstavam sodijo tudi predstavitve kmetijskega šolstva, predstavitve inštitucij
in še posebej Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V 5 kongresnih dvoranah sejma in na številnih razstavnih prostorih bodo obiskovalci sejma imeli priložnost seznaniti se z najnovejšimi dosežki in dognanji stroke, politike in gospodarstva. Mlade bo pritegnila konferenca Pametne vasi in kakovostno bivanje na podeželju v dobi digitalizacije. Vsi pa bodo lahko izbirali med 100 vsebinami, ki bodo ponujale informacije in znanja različnim skupinam, tudi nam potrošnikom. Vsi potrebujemo potrditve in priznanja, tako tudi kmetje, ki nam proizvajajo hrano, industrija, ki skrbi za izdelke in še mnogi drugi. Zato na Pomurskem sejmu skrbimo za ocenjevanje slovenskih izdelkov z mednarodno udeležbo, predvsem v tej regiji. Ocenjevanje vin, medu, mesnih in mlečnih izdelkov, sadnih sokov in brezalkoholnih pijač ter kmetijske mehanizacije se bienalno priključuje še ocenjevanje embalaže in tokrat še ocenjevanje najbolj inovativnih oblačil iz naravnih materialov. Na vseh ocenjevanjih je tokrat bilo 10% več izdelkov in podjetij, kar kaže na pomen teh ocenjevanj. Na sejem in na ocenjevanja si upajo le najboljši, zato so medalje toliko več vredne. Sejem Agra pa ni samo poslovni, strokovni in politični dogodek, ampak je tudi družabni dogodek. Tekmovali bodo sekači na 20. državnem prvenstvu. Obeležili bomo 50 let sodelovanja Pomurskega sejma in avstrijske Štajerske. 25 let praznuje revija Kmetovalec in 50 let na sejmu bo praznovala firma Kobal. Vsem iskrene čestitke. Strokovni dogodki se prepletajo z družabnimi in kulturnimi prireditvami. Nenazadnje velja leto 2018 za leto evropske kulturne dediščine. Med kulturno dediščino spada tudi čebelarstvo. Zato ni bilo naključje, da so prav slovenski čebelarji bili pobudniki razglasitve 20. maja za Svetovni dan čebel. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so nam čebele lahko za dober zgled. Saj njihova družina deluje kot super organizem. Vsaka čebela, trod in matica dela za skupno dobro, za uspeh vseh. Za skupno dobro in za uspeh vseh delamo tudi na Pomurskem sejmu. Čebelarjem in čebelam v čas smo na letošnji Agri postavili medeni hram, ki bo promoviral čebelje proizvode, slovenski čebelnjak, medeno kraljico ter čebelarsko tradicijo in kulturo. Kaj pomeni čebelarijo čebelnjak, je napisal že Ivan Cankar. Leto 2018 je namreč tudi Cankarjevo leto. Čeprav je poteklo 100 let od njegove smrti, pa je še vedno del žive kulturne in politične dediščine. Simbol nenehnega boja za pravice in resnice, ki smo jih v dolgi zgodovini bojevali, izbojevali in ponovno izgubljali. S Cankarjem je prišlo zavedanje o našem obstoju in kulturi, pa tudi o pomenu lastnega gospodarstva. In prav zaradi tega je Cankar ponovno tako aktualen. In aktualna želi biti tudi Agra. V Agri se namreč odraža poslanstvo Pomurskega sejma, ki nenehno skrbi za promocijo kmetijstva, proizvodnjo hrane in podeželja. Kmetijstvo, proizvodnja hrane in skrb za podeželje ter kmetijsko zemljo nima toliko medijskega prostora kot recimo zdravstvo in medicina,
Pa čeprav je prav od tega, kako skrbimo za hrano, za podeželje, za naše okolje, odvisno tudi naše zdravje. Dame in gospodje, spoštovani sodelavci, hvala vsem, ki ste s svojim znanjem, izkušnjami, pozitivnim razmišljanjem in vizijo prispevali k izvedbi letošnje Agre. Razstavljavcem želim uspešen nastop, obiskovalcem pa, da najdejo vse tisto, kar jih zanima in kar od sejma pričakujejo. Hvala. Hvala predsedniku uprave Pomurskega sejma, gospodu Janezu Erjavcu, ki stoji na čelu ekipe. Ta pa je zasejala slovensko kmetijstvo z evropsko podobo, številnimi gosti, na dobrih 7 hektarjih razstavnih površin letošnjega sejma. Preden pa damo besedo drugim govornikom, prisluhnimo makedonski glasbeni zasedbi Lubojna. Gre za uveljavljeno makedonsko blagovno znamko, če ne kar za zaščitni znak, ki obstaja že nekaj več kot poldrugo desetletje. Njihovi koncerti so veliko doživetje za glasbene sladokusce. To dokazuje tudi dejstvo, da so v zadnjih 8 letih nastopali več kot 200-krat in to od Pekinga pa vse do New Yorka. Na današnji otvoritvi bodo nastopili z glasbo, ki jo navdihuje makedonski beat. Ukvirili pa so jo v projekt Lubojna Brass Fantasy. Za začetek nam bodo zaigrali skladbo Mome odi za voda muzika. Tradicionalni glasbeni napev Makedonije je to. Besedilo in aranžma Oliver Josifovski. Okay, raz, dva, tri i jak. Mome uvago, ne se do
Skril makedonskega Melosa pa spet v domačo Gornjo Radgono. Župan mesta Sejmov in Penine je gospod Stanislav Rojko in tudi njega vabimo k pozdravnemu nagovoru. Spoštovani minister, magister Dejan Židan, novi predsednik Državnega zbora, spoštovani drugi ministri, tudi minister za kmetijstvo iz Republike Makedonije, spoštovani kolegi župani, spoštovani drugi visoki gostje, razstavljavke in razstavljavci, naj se sliši se tako klišejsko in tako vzguljeno, dobrodošli tukaj v sejemskem mestu Sejmov in Penin, kjer vam v imenu lokalne skupnosti prinašam najtoplejše pozdrave. Pa mi naj bo dovoljeno tudi nekaj besed, ki niso ravno županove besede, smo vendarle na sejmu Agra. Upam, da se bo svetovna kmetijska politika, če že je zelo kmalu ali pa hitro, ker se mudi, izvila iz primeža kemijskih koncernov, ki po moji oceni ta trenutek izjemno močno vplivajo na svetovno kmetijsko politiko. Pred svetom so številni izzivi. To je lakota na eni strani in viški hrane na drugi strani. To je pohod gensko spremenjenih organizmov na naše mize, pa sploh ne bomo. Upam, da v naši državi ni točno tako, da imamo dokaj dobro kontrolo, pa vendarle. Gensko spremenjeni organizmi so tukaj in so dejstvo. Tukaj so svetovne, globalne klimatske spremembe, ki jih povzročamo mi s svojim načinom življenja. In potem so tukaj seveda tudi izzivi lokalnega okolja, naše države, naše kmetijske politike, ki so drugačni. Slovenija se zarašča. V Sloveniji se populacija ljudi, ki dela na kmetijah, stara. Zato imamo danes poudarek na mladih v kmetijstvu. V Sloveniji imamo razdrobljeno kmečko posest, razdrobljene gozdove. Imamo pohod podlubnikov. Imamo lokalne nevihte, stoletne vode, toče, veter. Vse to in še kaj se tako ali drugače išče ali pa iščemo odgovore na to in kje iščemo te odgovore poleg seveda državne politike tukaj v Gornji Radgoni in ponosni smo, da je temu tako. Tukaj na sejmu Agra se najdemo vsi, ki nam je mar, ki nam tako ali drugače, vse to, kar sem prej govoril, da so problemi, pride do živega, da bi vendarle zmogli in želeli obstati in odgovore dali na mizo, da bi jutrišnji dan, ko bodo mladi v našem kmetijstvu, pa upam, da je temu že tako, prevzeli vajeti v svoje roke, bilo bolje, da bi na te svetovne in pa tudi lokalne izzive dobili odgovore. In hvala Bogu, da je sejem Agra tak, kjer se ob teh izzivih in o teh stvareh gledamo v oči. Ko se vendarle tukaj na enem mestu najde stroka, politika in gospodarstvo, kot je povedal predsednik uprave, da bi odgovorila na vse te izzive. In naj samo še, ker imam skromno odmerjen čas, zaključim z besedami, naj bo v tem nekajdnevnem druženju odgovorov na te izzive veliko, iskrene čestitke Pomurskemu sejmu, ki je spet zmogel biti tak, kot je, iskrene čestitke in zahvala kmetijskemu ministrstvu, ki stoji sejmu Agra v strani, Gornja Radgona kot lokalna skupnost pa pregovorno skuša stati Pomurskemu sejmu ob strani, kolikor je le mogoče, pa ni lahko, verjemite, ni lahko, ampak s predsednikom sva pred kratkim podpisala, po moje oceni, zgodovinski sporazum dobrega sodelovanja in hvala lepa tudi za to in še enkrat dobrodošli, obilo uspehov seveda tistim, ki ste razstavljali, obilo odgovorov na izzive in pa seveda tisti, ki smo prišli na sejem tudi malce pokukati, kako v kmetijstvu je, tudi za nas naj se najde kaj dobrega in lepega. Hvala lepa.
Hvala gospodu županu tudi za klen in trezen pogled na soočenje izzivov globalnega in lokalnega. V nadaljevanju pa k mikrofonu vabimo predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cveta Zupančiča. Tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je organski sestavni del sejemskega dogajanja in to zelo pomemben. Hvala lepa in lep pozdrav vsem kmeticam, kmetom, razstavljavcem in vsem zbranim tukaj. Še posebno pa želim pozdraviti gospoda Dejana Židana, predsednika Državnega zbora in pa kmetijskega ministra, ministra za gospodarstvo, ministra gospoda za Slovence v zamejstvu in pa seveda ministra kmetijstva Makedonije. Želim prav lepo pozdraviti tudi vse poslanke, poslance Državnega zbora. Vsi skupaj smo partnerji, vsi skupaj bomo li tudi prihodne, zaradi v prihodnost še boljše za kmetijstvo, kmeta in nasploh. Prav lepo želim pozdraviti vse državne svetnike, vse direktorje zavodov, potem podjetij, se pravi vsi, kakorkoli sestavljamo eno zgodbo, ki se dobi konec avgusta vsako leto tukaj na Agri. Vesel sem, želim seveda pozdraviti tudi župana in pa predvsem predsednika uprave sejma, ki nekako vsako leto obeleži in nam pripravi en teden, ki se v Sloveniji govori o kmetijstvu. O kmetijstvu v pozitivnem smislu in pa v smislu, da ugotovimo, si povemo in planiramo, kaj bo treba v prihodnje tudi postoriti. Ko smo pri temu, tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica že 20 let vsako leto ima svoje dogodke na Agri. Imamo svoj dan, kjer vsako leto posebej izpostavimo trenutno problematiko, jo obdelamo in dobimo usmeritve, kako tudi v prihodnje pelet ta področja, o katerih govorimo naprej. Letos je tema zborničnega dne skupna kmetijska politika. Slovenija mora oblikovati tudi svojo kmetijsko politiko za prihodnje in seveda je tudi dobro in dostojno zastopati na vseh področjih, predvsem v Bruslu in pa tudi pri nam in seveda tukaj zato smo tudi vsi odgovorni in to bo tudi za nas vse naloge. Kot je bilo že rečeno, pred nami so tudi drugi izzivi, podnebne spremembe, sami vidimo, kakšna je situacija, da iz dneva v dan ne vemo, katera nesreča ali pa katera sreča nas bo v prihodnje doletela. In to so vse probleme, katere bomo morali skupaj reševati in najti ustrezno pot naprej. Nekaj stavkov bi namenil še mladim. Seveda letos je Agra posvečeno mladim in prav je bilo ugotovljeno, da če ne bo mladih, potem se tudi nam starejšim slabo piše in sam moram reči, da podatke, ki sem jih dobil na zbornici za 2018, da je od skoraj 58,000 vlagateljev kmetijske politike samo 6,200 mlajših od 40 let. Je podatek, ki je silno zaskrbljujoč. In verjetno bo tudi zdaj priložnost, da si bomo vzeli čas na vseh teh dogodkih in se vprašali, si bomo dali odgovor, zakaj je temu tako. Ali zakaj starejši ne predajajo, ali je za njih slabo poskrbljeno, ali se ne počutijo varne, da želijo zadržati to gospodarjenje, ali se mladi bojijo odgovornosti, ali ni za mlade poskrbljeno. Po vsej verjetnosti in najbolj sigurno pa je, da se bo moral izboljšati ekonomski položaj kmeta, da bo mlad videl perspektivo za ustvarjanje svoje družine in pa da bo lahko na temu gradil svojo prihodnost. Ekonomski položaj in pa seveda tudi v vsakem primeru neko socialno varnost, pa tudi vzgoja se bo morala v tej smeri spremeniti, da bomo govorili o delu, da bo delo cenjeno, kajti vsi plezamo po veji digitalizacije, napredka, pa vendar si odzad sekamo korenine tistega, brez čegar ne gre, brez dela, da nekdo bo moral tudi nekaj postoriti, da bomo lahko seveda tudi
tisto, kar bomo imeli v glavah, tudi v praksi speljali. Računati, da bodo drugi delali namesto nas, mislim, da je zmotno. Mogoče sem malo grob v tem smislu, ampak vse preveč se izkazuje, tudi gospodarstvo, obrtniki, gospodarska zbornica opozarja na to, da delovne sile ni, da je delovna sila iščemo drugod, po drugi strani pa seveda sami premalo postorimo za to, da bo delo tudi cenjeno. Vsemu želim uspeh, tako kot je vsako leto in vsak let ga tudi doseže. Vsem skupaj pa želim lepe dneve in pa seveda čim lepše preživeto tukaj v Gornji Radgoni. Hvala lepa. Hvala gospodu Zupančiču tudi za usmeritve, za delo takrat, ko bodo ugasnile protokolarne luči in bo potrebno resnično spremeniti razmerja neugodnih številk. Tradicionalno je na sejmu Agra prisotna tudi Zadružna zveza Slovenije, ena temeljnih organizacij slovenskih kmetov. Prosim njenega predsednika, gospoda Petra Vriska, da nas tudi on nagovori. Spoštovane kmetice in kmetje, spoštovani zadružniki, spoštovani predstavniki strokovnih organizacij, spoštovani predstavniki politike tako na državni ravni kot tudi na lokalni ravni, en lep pozdrav vsem skupaj, tako v mojem osebnem imenu kot tudi v imenu celotnega zadružnega poslovnega sistema. To pomeni 60 kmetijskih in gozdarskih zadrug, ki pokrivamo ozemlje cele Slovenije, Deželna banka, Kapitalska zadruga, Semenarna Ljubljana, Kmečki glas. Nekako smo vpeti v to kmetijstvo in podeželje, imamo tradicijo, zadružništvo skoraj 150 let in tudi ostale inštitucije, Semenarna preko 110 let, Kmečki glas 75 let, torej nismo od včeraj. Damo na tradicijo, damo na zgodovino, kdor se svojih korenin ne zaveda, tudi nima prihodnosti. Seveda, ko smo tukaj zbrani vsi, ki smo kakorkoli odgovorni za to kmetijstvo in podeželje, se vprašamo, zakaj pa se na takih dogodkih srečujemo. Kaj so ti naši cilji? Vsako leto nekako na tem sejmu, na teh mnogih posvetih pogledamo nazaj, pogledamo, kaj smo postorili in seveda gledamo tudi naprej, kakšni so naši cilji v prihodnosti. Na kratko povedano, želimo obdelano podeželje, želimo poseljeno podeželje, želimo lepo Slovenijo. Slovenski kmetje smo tisti, ki veliko večino tega slovenskega prostora obdelujemo in ko se turisti peljejo čez to našo lepo Slovenijo in gledajo, največja zasluga, lahko rečemo, da je Slovenija tako urejena, je ravno v 10 000 slovenskih kmetov, ki kljub temu, da v mnogih panogah ni ekonomske računice, vztrajajo na teh kmetijah, tako v ravninskih predelih, na kraških predelih, kot tudi v hribih. Marsikje seveda računice ni in ta 2% slovenskih kmetov nekako smo odgovorni, da smo za prehrano skrbimo celotno slovensko populacijo. Vendar pa to je lepo videti in gledati, vendar pa mora to kmetovanje počasi priti tudi na neko ekonomsko podlago. Pričakovati, da bodo tudi naslednje generacije obdelovale to zemljo, če tudi se zadeva ekonomsko ne izide, tega več ne bo. Te generacije, ki smo zdaj ali pa so v preteklosti nekako obdelovale to slovensko zemljo, marsikdaj tudi, ko ni bilo računice, so vztrajali. In velika večina so pol kmetije, torej nekdo hodi še nekam drugam v službo in denar vlaga v kmetijo. Mlajše generacije, naši nasledniki se preračunajo. Če neka dejavnost ne bo dala ekonomske računice, bodo odšli v druge dejavnosti. Tudi naši otroci so danes v glavnem vsi izšolani, ne samo kmetijskih profilov, tudi drugih profilov in tisti, ki je zrastel na kmetiji, verjemte mi, zna dela tudi na drugih področjih. In marsikje vidim, da ko se srečujem s kolegi, pravijo, imam 3 otroke, vsi imajo službe, nihče ne bo doma, pa ne ravno majhna kmetija. To je pa odgovornost vseh nas, tako nevladnih organizacij kot tudi politike,
da bomo oblikovali neko okolje, ki bo mlade zadržalo na kmetijah. Letošnji sejem je ravno v glavnem posvečeno mladih, tudi to, da predsednik mladih otvarja danes ta sejem, je lepa simbolika in se veselimo tega in tega, kaj bo tukaj danes tudi povedal. Tudi Zadružna zveza z mladimi aktivno sodelujemo in seveda ta generacijski premik je pomemben, potrebno ga bo napraviti. In zdaj, ker smo ravno pred novo finančno perspektivo, letos se glavne stvari odločajo. 2020 je praktično jutri tukaj. Seveda tu smo pomembni tako nevladne organizacije, kmetje in pa tudi politika. Politika je tista, ki na najvišji ravni nekako odloča, kaj bomo v Bruslju dobili. In najprej domača. Zdaj se ne moramo več sklicevati, kaj bo rekel Bruselj, ampak moramo sami v slovenski družbi dati slovenskemu kmetu primerno mesto. To je prvo tisto in če bomo tu dali ta pravo mesto, bomo tudi v Bruslju lahko izpogajali tisto, kar si želimo. Tako da prej bilo že omenjeno dvakrat tudi malo kulture. Letos je 100 let, kar je umrl naš največji slovenski pisatelj Ivan Cankar. In zaključil bi tako kot slovenski narod ne bo obstal brez slovenske kulture, tako ne bo obstal slovenski narod, ta država brez slovenskega kmeta. Hvala lepa. Hvala gospodu Vrisku tudi za opozorilo, da stoletja prisoten atribut srčne navezanosti na domačo zemljo v globalnem okolju popušča in da je na vrsti politika, da to okolje pripravi bolj spodbudno in bolj zanimivo. Sedaj pa spet gostje iz Makedonije, države partnerice. Pred nastopom njihovega kmetijskega ministra Ljubča Nikolovskega vabimo še enkrat k nastopu zasedbo Lubojna, da zaigra skladbo z zanimivim naslovom Kratovo via Brazil, danes bi rekli Kratovo via Gornja Radgona. Glasba in aranžma Oliver Josifovski, gre pa spet za tradicionalno makedonsko besedilo. Dobrodošli. Yeah.
Veseli nas, da je država partnerica letošnjega sejma Agra prav Makedonija. Slovenija in Makedonija, dve skrajni republiki nekdanje skupne države, se dovolj dobro poznamo. Nekoč smo se, spomnimo se, prve lubenice so prišle iz Makedonije. Že v kraljevini Jugoslaviji so slovenski fantje služenja vojaškega roka v Makedoniji ali Južni Srbiji takrat, kot so rekli, prinesli ajvar pa lutenico. Naša kulinarika se je popestrila, spremenila, dopolnila. Nenazadnje pa ne smemo pozabiti, da so številni slovenski strokovnjaki pomagali vzpostavljati recimo vinogradništvo v Kavadarcih, v čigar temelje je ugravirano ime slovenskega vinarskega strokovnjaka Miška Judeža, ki je napisal tudi vinarsko knjigo, priročnik za vinarstvo. Veliko je takega in veliko je reči, ki so povezane tudi z bližnjo preteklostjo. Recimo, letos je minilo 55 let od grozljivega potresa v Skopju. Takrat smo si zelo pomagali in Slovenija je takrat v Skopju in po vsej Makedoniji pustila številne svoje spomenike, ki so v rabi še danes. Sedaj vabimo gospoda Ljubča Nikolovskega, ministra Republike Makedonije za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo. Prav tako pa gospod Sonjo Cekovo Stanovsko, da bo v slovenščino prevedla to, kar bo gospod minister v makedonskem jeziku povedal. Почитуван председател на Народното собрание на Република Словенија, новиот спикер на парламентот, почитуван господин Дејан Жидан, почитуван председател на управата на Поморскиот саем, господин Јанес Ерјавец, почитуван министар за економија во владата на Република Словенија, почитуван градоначалник на општина Горна Радгоња, господин Станислав Ројко, почитуван председател на Земјоделско-шумарската комора на Словенија, господин Цвето Зупанчич, почитуван председател на комората на земјоделски прехранбени предпријатија, господја Анка Миклович Лупушчек, почитуван господин Рок Дамјан, председател на Словенечкото здружение на младите од рурална средина, почитуван господин Петар Вриск, председател на Здружниот Сојуз на Словенија, почитувани останати министри, министерот од Косово Никола Рикола, почитувани останати министерски делегации, почитувани дами и господи. Spoštovani predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Dejan Židan, spoštovani predsednik uprave Pomurskega sejma, gospod Janez Erjavec, spoštovani župan občine Gornja Radgona, gospod Stanislav Rojko, spoštovani predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospod Cveto Zupančič, spoštovana predsednica zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, gospa Anka Miklavčič Liluščak, spoštovani gospod Rok Damjan, predsednik Zveze slovenske podeželske mladine, spoštovani ministri iz Kosova, spoštovane delegacije, spoštovani gospod Petar Vrisk, spoštovani gosti, dame in gospodje. Почитувани фармери, почитувани представници на медиумите. Голема чест и задоволство е да се биде земја партнер на еден ваков престижен меѓународен саем за земјоделство и храна, како што тоа е Агра. Дозволете ми најпрво да ви се заблагодарам на поканата за партнерството од страна на владата на Република Македонија и искрено да го искажам моето задоволство за учеството на еден од најголемите интернационални саеми во Централна и Источна Европа, посветен на земјоделството. Spoštovani tudi kmetovalci in pa spoštovani predstavniki medijev. V veliko čast in zadovoljstvo je biti država partnerica na tako prestižnem mednarodnem sejmu kmetijstva in hrane, kot je Agra.
Dovolite mi, naj se vam najprej zahvalim za povabilo k partnerstvu strani Vlade Republike Makedonije in naj iskreno izrečem svoje zadovoljstvo glede udeležbe na enem največjih mednarodnih sejmih v centralni in vzhodni Evropi, ki je posvečen kmetijstvu. Sajam od Agra predstavlja možnost za golem broj zemlji, regioni i organizaciji da го представат на автентичен начин своето производство на храна и вино. Овој саем е место каде што може да се види најсовремената опрема во прехранбената индустрија, земјоделска механизација, репроматеријали и последните технолошки достигнувања во производствениот процес во земјоделството. Sejem Agra predstavlja za številne države, regije in organizacije priložnost na avtentičen način predstaviti svojo proizvodnjo hrane in vina. Ta sejem je kraj, kjer je mogoče videti najbolj sodobno opremo v živilski industriji, kmetijsko mehanizacijo, repromaterijale in najnovejše tehnološke dosežke v proizvodnem procesu na področju kmetijstva. Особено радува фактот што оваа година во фокус се младите земјоделци и нивното вклучување во агробизнисот. Прашањето за младите фармери е од огромна важност за земјоделството во светот. Тие се следната генерација која ќе го развива, модернизира и промовира земјоделството. Zlasti razveseljuje dejstvo, da je letos fokus na mladih kmetovalcih in na njihovem vključevanju v kmetijsko poslovanje. Vprašanje glede mladih kmetovalcev je izjemnega pomena za kmetijstvo po vsem svetu. Ti kmetovalci so naslednja generacija, ki bo razvijala, modernizirala in promovirala kmetijstvo. Во Република Македонија има зголемен интерес кај младите луѓе за започнување на иновативни и доходовни агробизнеси. Кај нив постои високо ниво на свест за важноста на квалитетната храна, а со тоа и квалитетното земјоделско производство. Тие се повеќе заинтересирани за органското производство, но и се почесто ги препознаваат добрите бизнис можности кои што ги нуди земјоделството. Нашата задача како институции е да ги следиме потребите и развојот на младите земјоделци, да ги стимулираме со соодветни нови мерки и политики, овозможувајќи успешен развој и раст на новите агробизнеси. V Republiki Makedoniji obstaja pri mladih ljudeh povečano zanimanje za začetek inovativnih in dobičkonosnih oblik kmetijskega poslovanja. Pri njih obstaja visoka raven zavedanja o pomembnosti kakovostne prehrane, s tem pa tudi o kakovostni kmetijski proizvodnji. Vedno bolj jih zanima organska pridelava, vedno pogosteje pa tudi prepoznajo dobre poslovne priložnosti, ki jih ponuja kmetijstvo. Naša naloga je, da kot inštitucije sledimo potrebam in razvoju mladih kmetovalcev, da jih spodbujamo z ustreznimi ukrepi in politikami, s čimer bi omogočili uspešen razvoj in rast novih kmetijskih poslov. Исто така, наша должност како политичари е професијата земјоделец да ја направиме попривлечна и попочитувана, а земјоделството стабилно, конкурентно и исплатливо. Prav tako je naša dolžnost kot politikov, da poklic kmetovalca naredimo bolj privlačnega in bolj spoštovanega, kmetijstvo pa stabilno, bolj konkurenčno in vredno ukvarjanja z njim. Почитувани, развојот на земјоделството и приближување до европскиот аграр е еден од врвните приоритети на владата на Република Македонија. Затоа сите мерки и сите политики кои ги преземаме се во насока на создавање на конкурентно и европско земјоделско производство прилагодено кон потребите на европските пазари. Spoštovani, razvoj kmetijstva in približevanje evropskemu kmetijstvu je eden od vodilnih prioritet Vlade Republike Makedonije. Zato so vsi ukrepi in vse politike, ki jih sprejemamo, v smeri ustvarjanja konkurenčne in evropske kmetijske proizvodnje, prilagojene potrebam evropskih trgov. Како што знаете, владата на Македонија е силно фокусирана на забрзување на евроинтеграцијскиот процес, кој за нас како држава веќе станува реалност и неминовност за приклучување кон европското земјоделство.
од ден на ден сме поблиску до Европската Унија и до прилагодување кон заедничката земјоделска европска политика во однос на законската легислатива и мерките кои што значат поддршка, особено на руралниот развој и особено на младите фармери. Kot vam je že znano, vlada Republike Makedonije je močno osredotočena na pospešitev evrointegracijskega procesa, ki za nas kot državo že postaja realnost in neizbežnost pri vključevanju v evropsko kmetijstvo. Iz dneva v dan smo bližje Evropski uniji in prilagojevanju skupni evropski politiki glede zakonodaje in ukrepov, ki bodo pomenili podporo razvoju podeželja, zlasti pa podporo mladim kmetovalcem. Околу 40% од буџетот за поддршка на Унијата се наменети за проекти во земјоделството. Оттаму членството во Европската Унија, искористувањето на поволностите кои што таа ги носи се од исклучителна важност за македонското земјоделство и за македонските земјоделци. Членството на Македонија во Европската Унија ќе значи отварање на пазар од 500 милиони жители, силна финансиска поддршка на македонските земјоделци и големи капитални инвестиции во македонскиот агар. Токму затоа еден од врвните приоритети на новата влада на Македонија е членство во Европската Унија. Približno 40% proračuna za podporo Uniji je namenjenih projektom v kmetijstvu. Izhajajoč iz tega sta članstvo v Evropski uniji in izkoriščanje ugodnosti, ki jih leta prinaša, izjemnega pomena za makedonske kmetovalce in kmetijstvo. Članstvo Makedonije v Evropski uniji bo pomenilo odpiranje trga s 500 milijoni prebivalcev, močno finančno podporo makedonskim kmetovalcem in velika kapitalna vlaganja v makedonsko kmetijstvo. Prav zato je to napor in velika prioriteta makedonske vlade. Ние сме свесни дека членството во Европската Унија на Македонија ќе овозможи попрофитабилно производство, поквалитетна храна и пласман со подобри цени, но и повеќе вработувања во руралните средини и поголем економски раст. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство при владата на Република Македонија целосно е посветено на подготовката за започнување на преговорите со Европската Унија следната година и брзо и ефикасно реализирање на потребните европски реформи. Zato se zavedamo, da bo članstvo v Evropski uniji omogočilo bolj dobičkonosno proizvodnjo, kakovostnejšo hrano in plasiranje z boljšimi cenami, pa tudi več zaposlitev v podeželskih okoljih ter večjo gospodarsko rast. Zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Makedonije v celoti posvečeno pripravi pričetka pogajanj z Evropsko unijo v prihodnjem letu in za hitro ter učinkovito udejanjanje potrebnih reform. Затоа, добивањето на покана за партнерство на овој меѓународен саем, кој негова традиција поголема и подолга од 55 години, е доказ за одличните пријателски односи со Република Словенија и представува силна поддршка на нашата земја во евроинтеграцијскиот процес. Токму затоа сакам лично да се заблагодарам на мојот другар Дејан Жидан за неговите заложби во текот на целата оваа година и за личната поддршка и на Македонија и на нашето министерство. Zato povabilo k partnerstvu na tem mednarodnem sejmu, ki ima že več kot 55-letno tradicijo, je dokaz odličnih prijateljskih odnosov z Republiko Slovenijo in predstavlja močno podporo naši državi v evrointegracijskem procesu. Prav zato bi se rad osebno tudi zahvalil svojemu kolegu Dejanu Židanu za vsa prizadevanja v preteklem letu in za vso podporo, ki jo daje Republiki Makedoniji in pa seveda našemu ministrstvu. Република Македонија ќе искористи ова одлична можност на овој традиционален саем достојно да ги представиме нашите препознатливи земјоделски производи, нашата култура, нашата традиција, познатиот македонски вкус и храна, како и можностите за туризам и за инвестирање
во македонскиот агрокомплекс. Republika Makedonija bo prav zato tudi izkoristila to odlično priložnost, da bo na tradicionalnem sejmu Agra dostojno predstavila naše prepoznavne kmetijske produkte, našo tradicijo, znan makedonski okus in hrano in tudi priložnosti za vlaganje v turizem in v makedonsko kmetijstvo. Уште еднаш сакам лично да се заблагодарам на Дејан Жидан, на новиот председател на вашето собрание, за целосната поддршка, на саемот за поканата да бидеме држава партнер на овој саем и ве поканувам на македонскиот штанд да пробаме македонска храна, да слушаме македонска музика, да пиеме македонско вино и да разговараме за нашата соработка и за можностите кои што ни стојат и на Македонија, и на Словенија, нова хемија која постои и лично меѓу нас, но и помеѓу нашите граѓани и да ги искористиме перспективите кои што ни се отвараат. Благодарам уште еднаш на сите. Ob tej priložnosti bi se še enkrat rad zahvalil Dejanu Židanu za vso podporo, zahvala še enkrat za povabilo, za sodelovanje na tem sejmu, hvala, da smo lahko država partnerica na sejmu in ob tej priložnosti vas vse vabim, da se dobimo tudi pri naši stojnici, kjer bomo skupaj zaužili nekaj makedonske kulture, poskusili makedonsko vino, tudi makedonsko hrano, se bomo skupaj družili ob makedonski glasbi in pa seveda, da bomo teže naše zelo dobre odnose med Republiko Makedonijo in Republiko Slovenijo še nadaljevali, tako med nami, tukaj z ministrstva, danes tukaj prisotnih in pa vseh državljanov naših držav. Še enkrat, hvala lepa. Hvala, gospod minister, za povabilo. Nekateri so že na vaši stojnici, tako da so prvi. Sedaj pa vabimo magistra Dejana Židana, po ustavi še vedno ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, pa tudi novo izvoljenega predsednika državnega zbora. Sam pa se bo odločil, v kolikšnem deležu bo njegov pozdravni nagovor pripadal enemu ali drugemu. Gospod predsednik, prosim. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, predvsem seveda lep pozdrav prisotnim kmeticam in kmetom, zlasti danes mladim kmeticam in kmetom, lep pozdrav vsem visokim gostom in vsem prijateljem sejma v Gornji Radgoni. Ljubče je tebi hvala, ker si mi pustil govor, tako da sedaj vem, kaj naj govorim. Res najlepša hvala. Lani na sejmu v Gornji Radgoni smo dosegli dva pomembna dogovora. Nekje na nekem prostoru smo sedeli, mislim, da 4. Gospod Janez Erjavec, prvi slovenski mladi kmet gospod Rok Damjan, poleg moje malenkosti pa tudi ne James, ampak Janez Mas. Janez, kje si? In zanimivo je, da prvi evropski mladi kmet ima lepo slovensko ime. Janez je v resnici Janez in ni Slovenec, je pa naš veliki prijatelj. In lani smo dogovorili, da bo letošnji sejem dihal v duhu mladih kmetic in kmetov, zato ker si to mesto tudi zaslužijo. Bilo je kar nekaj dogovorov, med njimi, da bo sam sejem v duhu mladih kmetic in kmetov in tudi, da skupaj organiziramo mednarodno ministersko konferenco, ki je včeraj potekala v Mariboru. Ta konferenca je bila v idealnem času. Bila je v času, ko se v resnici že pogajamo o novi kmetijski politiki, ki bo definirala slovenski in evropski kmetijski prostor nekje od leta 2021 do leta 2028. In glas mladih kmetov je pomemben še bolj. Narava se spreminja, okoliščine se spreminjajo, vendar kmetijstvo mora in bo preživelo. Zato mora biti bolj inovativno,
bolj samozavestno, bolj pogumno in to so vse lastnosti, ki so tako zelo značilne za mlade kmetice in kmete. Drugi dogovor je bil dosežen med nama, gospod minister, tudi nekje na sejmu. Pogovarjala smo se lansko leto, ko je bila dežela gostja Ljudska republika Kitajska, kaj bo naslednje leto. In sem povedala, mogoče ravno to pravi čas, da bo naslednji korak država, katero spoštujemo, imamo del skupne zgodovine in s katero sodelujemo iz leta v leto bolje. Torej, da bo država gostja naša Makedonija, vaša Makedonija. In samo vašo prisotnost letos na tem pomembnem sejmu razumem vsaj preko dveh argumentov. Gre za dve državi, ki sta prijateljski, dve državi, ki se podpirata in dve državi, ki stopnjujeta svoje sodelovanje. Hkrati je pa nekaj pomembno enako ali bolj. Makedonija je država, ki je zmogla pogum, samozavest in iznajdljivost, da je na široko odprla vrata v evropske integracije. In letošnji sejem ravno v tem trenutku, ki je za Makedonijo tako zelo pomemben, ko Makedonija tudi tvega za to, da bo postala del naše družine Evropske unije. Tako da, spoštovani minister, veliko spoštovanje tako do tebe, kakor do tvoje vlade in zelo se veselim časa, ko se bo število stolov za okroglo mizo v Bruslju iz 28 spremenilo v 29. Vsa slovenska pomoč vam bo na voljo. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dovolite, da se vam pa tudi zahvalim. Kakor ste opazili, kmetijsko funkcijo zapuščam. Kar nekaj let smo skupaj iskali načine, jih izvajali tudi v praksi. Tako nevladne organizacije, vladne organizacije in skupina čudovitih sodelavk in sodelavcev na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Bili smo veseli marsikaterega uspeha, ko pa smo doživeli tudi neuspehe, ki jih vedno doživiš. Pa je to bil samo dodaten argument, da skušamo delati še bolje. In v izjemno težkih časih, v časih, ko so klimatske spremembe šibale po Sloveniji, nam je uspelo preobrniti trende. Proizvodnja hrane v Sloveniji ponovno narašča. So izjeme. Izjema so tista leta, ko kmet ne more pridelati, pa čeprav uporablja najboljšo tehnologijo, ker toče, suše ne moreš premagati. Vse večinoma ne. Vendar kljub vsemu nam počasi kmetijska in prehranska proizvodnja narašča. Srečali smo se skupaj z ujmami, ki so bile grozljive. Srečali smo se v naših gozdovih z lubadarjem, ki smo ga premagali. Srečali smo se z vetrolomom, podobno kot večina evropskih držav v srcu Evrope. In skupaj smo ga premagali tako, da nas štejejo v skupino dveh najboljših držav. Nas in Švica. Ali obratno, mi in Švica, Švica in mi. Kriz bo tudi v prihodnje mnogo. Slovenija je v resnici specifična. Ne gre samo za to, da kmetijsko politiko, ki jo vodimo, ta kmetijska politika ni enoznačna. Ne govori samo, kako povečati, ohraniti, stabilizirati proizvodnjo hrane. Ta kmetijska politika mora odgovoriti tudi, kako ohraniti in izboljšati stanje v našem okolju. Če si priznamo ali pa ne, ta kmetijska politika ima pomembno socialno noto. To so težave ali izzivi, s katerimi se spopadajo vse države, ne samo mi. Tisto, kar je za nas specifično, je pa to, kar je pri nas najlepše. Ta raznolikost. Pomurje je drugačno kakor Dolenjska. Podravje je drugačno kot Gorenjska in tako naprej. To v praksi pri velikih državah pomeni, da izvajajo različne vrste kmetijske politike. Mislim, da samo v Italiji izvajajo več kot 60 oblik programa razvoja podeželja. Slovenija je premajhna. Slovenija izvaja samo eno kmetijsko politiko zaradi svoje majhnosti, ki pa mora ustrezno nasloviti vse te raznolikosti. To so izzivi, ki bodo pred nami tudi v prihodnje. Vendar
Sam, za razliko od marsikoga, zrem v prihodnost z optimizmom. Zato, ker nam je uspel preobrat. Zato, ker še vedno dela več kot 8% ljudi, ki delajo v kmetijstvu in proizvodnji hrane. Zato, ker nam je kljub vsemu uspelo zaustaviti zaraščanje Slovenije. Zato, ker je kljub vsemu iz leta v leto več mladih kmetov. Predhodnik pred mano je govoril o številki, mislim, da 6,000, ki dajo subvencijske vloge. Ja, saj ne morete odpisati kmetov, ki so stari več kot 40 let. Tudi ti imajo pravico kmetovati. In ko mi govorimo o mladih kmetih, govorimo o novem znanju, energije, po nobenem pravici pa nimamo, da govorimo slabo o kmetih, ki so starejši kot 40 let. Oni so ustvarili današnjo podeželje, današnjo kmetijsko politiko in jih moramo spoštovati. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, danes nas je tukaj prisotnih kar nekaj poslank in poslancev Državnega zbora. Dovolite mi, da spregovorim tudi v našem imenu. Mi, ki smo danes tukaj prisotni, bomo naredili vse, da tudi v Državnem zboru, Državni zbor je zelo pomemben, predstavlja vrh parlamentarne demokracije, bo glas slovenskega kmeta, podeželja, proizvodnje hrane slišan. Mi ne bomo dovolili, da ko se govori o gospodarstvu, industriji, tehnologiji, šolstvu, kulturi, so vsi navdušeni. Ko pa se govori o podeželju, kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu, pa to več nikogar ne zanima. Kakor da ne dela 8% ljudi znotraj tega sistema. Kakor da ti ljudje ne zagotavljajo naše prehranske varnosti, ki je bolj pomembna varnost kot marsikatera druga. Kakor da ti ljudje ne skrbijo za to, da je Slovenija očuvana. Tako da, spoštovane kmetice, spoštovani kmetje, čeprav tudi jaz odhajam na neko drugo funkcijo, verjamete mi, da moje srce bije za vas. Hvala. Hvala gospodu predsedniku. Sedaj pa uvertura, glasbena uvertura, otvoritev sejma. Pastirče mlado, slovenska ljudska, simbolična za današnjega otvoritelja sejma, ki bo nastopil kasneje, in zasedba slovenske podeželske mladine, Garažni decet. Pastirče mlado in milo, kaj si se tako služilo? Pastirče mlado in milo, kaj si se tako služilo? Pastirče mlado in milo, kaj si se tako služilo? Na svojo drago dozivam, ja vzamem truno in sviram,
da vzame krunu in svira, da svojo drago doziva. Pastirče mlado in garažni decet, uradna glasbena zasedba Zveze slovenske podeželske mladine. Sedaj pa vabimo slavnostnega govornika in otvoritelja sejma. Običajno smo v tej vlogi pričakovali nekoga, ki je močno uveljavljen praviloma na političnem prizorišču, ki bo povedal nekaj razsvetljenih misli, ki jih bomo novinarji povzeli in ki jih bomo vsi skupaj še potem nekaj časa premlevali. Danes pa vabimo Roka Damjana, predsednika Zveze slovenske podeželske mladine, ker na mladih svet in kmetijstvo stojita. Sporočilnost bo njihova in njegova. Otvoritev sejma bo njegova. Prosim. Pojdite svojo pot, na tej vas nihče ne bo prehitel. Spoštovani predsednik uprave Pomurskega sejma, gospod Erjavec, novo izvoljeni predsednik državnega zbora, gospod Židan, minister za kmetijstvo Makedonije, gospod Nikolovski, ostali kmetijski in pa seveda slovenski ministri, državni sekretarji, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice, gospod Zupančič, predsednik Zadružne zveze, gospod Vrisk, domači poslanci, evropski poslanci, poseben pozdrav Janezu Masu z Belgije, predsedniku Ceže, vsem mladim kmetom in pa seveda domačim slovenskim kmetom en lep in hvala Bogu osvežilen pozdrav. O oblikovanju tega govora sem ugotovil, da živimo v zelo dinamičnem svetu, kar je po svoje pravilno, predvsem, da se ga zavedamo in da se zavedamo svoje pomembne vloge. Vsak izmed nas, ki je danes tukaj, ima svojo vlogo za to, da je sejem Agara že takšen 56. leto. Obeležujemo leto kulturne dediščine, ki je naslovljeno, kjer preteklost sreča prihodnost. Moje razumevanje te misli je, da samo, če se zavedamo svojih lastnih korenin, lahko gradimo nove generacije, kot je pravi slogan letošnje Agre. Smo generacija, kateri na ničem ne manjka,
imamo pravzaprav vse in vse je možno doseči. Korenine naše so domovi, družine, kmetije. Korenine ne bomo in ne moremo spremeniti, lahko le svoje mišljenje. Mišljenje, da drevo obrodi, je ključen pretok snovi. To so pa znanje, izkušnje, informacije, seveda tudi finance. Vse to že imamo, ko pa je tukaj, moramo pa še pomisliti, da so tukaj tudi drugi dejavniki. To so pa vreme, suša, moča, neizprosen trg in pa seveda politika. Vplivajo lahko pozitivno, lahko pa žal tudi negativno. Ključno je poznavanje sebe in okolja. Pomembna pa je predvsem prilagoditev in uskladitev. Smo v času priprave nove skupne kmetijske politike. Ključno je vprašanje, se je zavedamo, kaj prinaša oziroma kaj odnaša? Žal danes ni med nami predstavnika Evropske komisije, da bi se na lastne oči prepričal, kakšno je kmetijstvo v Sloveniji. Naša generacija, upam, da se zaveda svoje vloge, da je za lastno prihodnost potrebno preudarno poskrbeti. Zavedam se, da smo vsi zgolj ljudje, ki delamo napake, a ključno v tem času, ko imamo vse, je to, da poiščemo drugo pot, plan B. Digitalni pripomočki so tukaj ključnega pomena. Vse imamo na dlani. Zavedati pa se moramo, da so še vedno zelo uporabni pripomočki, kot sta traktor ali lopata. Za razvoj so potrebni ljudje, ki se kalijo skozi generacije. Sejem Agra je pravo mesto, ker se srečajo strokovnjaki, poslovni partnerji, prijatelji, ki razvijajo kmetijstvo, da bo hrana postala relevantna družbena tema. Veliko čast mi je, da sem lahko letošnji otvoritev sejma, kar daje dodatno upanje mladi generaciji za odločno sprejemanje izzivov v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala Roku Damjanu, predsedniku Zveze slovenske podeželske mladine, za misli in besede, ki vzbujajo zaupanje, ki kažejo o primerljivosti, ki govorijo o tem, da smo preprosto in zanesljivo na pravi poti. Spoštovani, morda ste opazili, morda pa tudi ne, ta šopek, ki rase iz bale slame. Njegova simboličnost je pomembna. V njem je pšenica, v njem pa so tudi cvetovi najrazličnejših barv. Največ je tistih, ki simbolizirajo slovensko in makedonsko zastavo, pa seveda z drugimi barvami še državne simbole vseh drugih držav sodelujočih na Agri. Rok Damjan bo sedaj ta šopek prerezal vrvico, ki ga združi v celoto, in cvetovi bodo polegli po bali slame. Ta trenutek bo pa tudi tisti, ko bomo lahko rekli, sejem je odprt. 56. Agra deluje. Snopi pšenice, nageljni, sončnica, nekaj modrih cvetov, nekaj belih, od vse povsod, simbolika poletja, simbolika, če lahko rečemo, tudi naših polj, travnikov, vsega tistega, kar lahko uzre tudi naše oko, če se popeljemo malce naokoli, in vsega tistega, kar je tudi ta dež ponovno osvežil.
Hvala lepa Roku Damjanu. Dovolite pa nam, da se ob tej priložnosti Slovenski podeželski mladini in vam, Rok, osebno, predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec s posebnim priznanjem zahvali za vaše pomembne vsebinske prispevke in sodelovanje. Z njim ste nedvomno pomladili 56. Agro, še pomembneje pa je, da je marljivo pomlajeno tudi slovensko agroživilstvo. Prosim torej gospoda Erjavca, da preda priznanje, da se ob tem fotografiramo in da ob tem rečemo, Agra je odprta. Tik pred odgovoritvijo sem dobil še posebno nalogo, ker dosti krat kdo pozabi, da tisti, ki simbolično otvori sejem, mora tudi izreči simbolične besede in Agra je odprta. Agra je odprta, vendar pa vas prosim, da še počakate na svojih mestih in sicer še na nastop makedonske folklorne skupine Sveti Ciril in Metod. Ta bo namreč zaokrožila otvoritveno slovesnost s prepletom glasbe in plesa, ki bo dober uvod v doživetje razstav, strokovnih in poslovnih srečanj ter prijateljskega druženja mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma. Po nastopu pa bosta makedonski in slovenski minister simbolno zasadila tudi drevo prijateljstva v gozdno-parkovnem sejemskem nasadu. Prijateljstvo med slovenskim in makedonskim narodom pa najbolje pooseblja prav današnji zaključni kulturni nastop. Umetniki, ki nas bodo očarali svojo ljubeznijo do makedonskih narodnih plesov in pesmi, do njihovih šek in navad ter različnih makedonskih narodnih noš, prihajajo namreč iz Kranja. Folklorna skupina je bila ustanovljena neposredno po ustanovitvi Makedonskega kulturnega društva Sveti Ciril in Metod v Kranju, to pa je bilo maja 1992. Danes nastopajo tako v Sloveniji, kot tudi v Makedoniji, Italiji, Turčiji, na Hrvaškem in v Nemčiji. Prosim jih, da zaplešajo in zaigrajo tudi za nas. Folklorna skupina Sveti Ciril in Metod iz Kranja, pa venček plesov iz vzhodne Makedonije.
Hvala podporni skupini Svet civilnih narod iz Kranja, spoštovani in spoštovani, 56. Agra je odprta. Oglejte si sejemsko ponudbo, preživite lep dan. Tisti, ki boste prišli še kdaj v prihodnjih dneh, ljudno vabljeni, vsem pa uspešno delo in še sporočilo zaenkrat ne držuje več. Hvala lepa.